Zdravo! Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Do pokrajinskega referenduma so še 3 dnevi. Predsednik vlade Janez Janša pravi, da bo na njem odločal vsak glas. Prepričan je, da so vprašanja zastavljena jasno. Obsodil pa je poziv ljubljanskega Zorana župana Jankovića k bojkotu referenduma. Odgovoril je tudi na Denisovo vprašanje, ali bi bilo ob nizki udeležbi sporočilo, kaj si ljudje želijo, dovolj jasno. Odloča tisti, ki pride na referendum. Kar se tiče udeležbe, ni kvorum. Slovenska ustava jasno pravi, da se razpiše referendum. Državni zbor lahko razpiše referendum in rezultat tak, kakršen je, naredijo tisti, ki na referendum pride. Vsaka udeležba bo legalna in legitimna. Novo ime v aferi posla z oklepniki 8x8 znamke Patria je ljubljanski poslovnež Rudolf Leban, ki naj bi v Sloveniji skrbel za protidobave. Leban zanika, da bi prejel 3,6 milijona evrov podkupnine, s katerim naj bi se poplačali lobisti posla Patria v Sloveniji. Prepričan je, da Patria nikogar ni podkupovala. Komu bi pa danes ti lahko nekaj plačal, da bi ti on podpisal pogodbo? Se nismo, ne vem, tam neka afriška država, ne? Seveda nismo Afrika, saj pri nas igramo golf. In kdo od politikov je najboljši golfist? Ja, torej bil je definitivno Janša, ne? Tudi najboljši potencial ima, ne? Mislim, da ga je v zadnjem času presegel Brejc, ne? Od drugih Gaspari bi bil dober, tudi Demšar je dober. Kar še nekaj politikov je, ne? Drugače pa v glavnem fantje malo pozno začeli golf igrati, ne? Kljub temu Cviklova komisija, ki preiskuje nakupe oklepnikov, nadaljuje svoje delo. Zaslišati bi morala Darka Njavra, vendar se to zaradi proceduralnih zapletov ni zgodilo. Jelinčič je prepričan, da Cvikl Njavra ne želi zaslišati, ker se boji, kaj bo povedal. Vprašali pa smo ga tudi za njegovo mnenje o Rudolfu Lebanu in o anonimki, ki obtožuje korupcije Draga Kosa in sistemsko tehniko. Rudolf Leban je človek, ki se je pojavljal v nekih kšeftih sem ter tja in dvomil bi, da je on imel kakšne zadeve s Patrijo, kakšne večje zadeve. Mogoče jim je rihtal kakšne, tako kot je povedal na televiziji, kakšne protidobave, vendar po mojem mnenju kaj velikega zagotovo ne. Za orožje pa, kako jaz vem, se on čisto nič ne spozna. Še nekaj anonimka, ki ste jo spravili ven, je vaša ali je anonimna? Anonimka je anonimka. Nisem je dobil samo jaz, dobili so jo tudi mediji, vendar so nekateri mediji po nalogu to anonimko vrgli strani. Zakon o volitvah v 82. členu določa, da lahko volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji in so vpisani v evidenco volilne pravice, glasujejo po pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu. Tem volivcem se lahko pošlje prazna glasovnica s priloženo volilno karto, ki jo mora volilec podpisati. Opozicijski poslanci dvomijo v njegovo ustavnost, zato so na ustavno sodišče vložili zahtevo za oceno ustavnosti tega člena zakona. Miran Potrč je takole pojasnil razloge za njihovo odločitev. Če se pošiljajo prazne volilne karte in nihče, tudi diplomatsko-konzularna predstavništva ali na nek drug način niso obvezni sporočati, kakšne so kandidatne liste, kdo se kandidira, potem se lahko dopušča možnost tudi, da se kandidatom sporoča ime samo enega kandidata iz samo ene stranke, ne pa tudi vseh drugih. Mare, ta je pa en zate. V soboto bo na Prešernovem trgu parada ponosa. Ekipa aktivistk Staja Lesbosov je predtem preverjala, kako v Ljubljani na homoseksualce gledajo mimoidoči. Glede na to, da smo v Evropski uniji, da je leto medkulturnega dialoga in strpnosti in sprejemanja drugačnosti, bi se mi zdelo tako samo po sebi umevno že. Ni mi... Vsak ima pravico tisti biti, kar je. In noben mu ne sme krati, ker to imamo v ustavo, če ne drugače, z zakonom določeno, ne? O zavrnitvi Lizbonske pogodbe, komentar dneva, Lovro Škrinjarič. Lep pozdrav. V Stranki slovenskega naroda pozdravljamo irsko zavrnitev Lizbonske pogodbe.
Gre za izraz suverene volje irskega naroda, ki se je na najbolj demokratičen način izrekel, da ne želi sodelovati pri centraliziranju evropske oblasti ter krepitvi evropolitične elite. Izvedbo referenduma na Irskem nalaga njihov pravni red, sicer bi verjetno tudi tam skušali Lizbonsko pogodbo ratificirati poslanci v parlamentu brez vednosti državljanov, kot se je to zgodilo v vseh preostalih državah. Tudi v Sloveniji so nam poslanci odrekli pravico do referenduma in pokroviteljsko izglasovali dokument, katerega vsebine niso niti poznali, saj v času glasovanja dokument ni obstajal v prečiščeni obliki. Tako so se poslanci v večkratnih izjavah sklicevali na pokroviteljske, izmišljene ali naravnost neumne argumente, zakaj bi oni odrekli Slovencem pravico odločanja. Irska je torej edina država, katere narod je odločal o svoji usodi in zaščiti lastnih interesov. S vrnitvijo Lizbonske pogodbe pa je posredno zaščitila tudi slovenske interese, saj dokument spreminja Evropo v centralizirano superdržavo, v kateri bi obstajali idealni pogoji za razcvet avtokracije in elitizma. V bistvu pa smo temu priča že danes na nacionalni ravni v Sloveniji. V SSN smo prepričani, da bi bila Lizbonska pogodba zavrnjena v številnih državah članicah EU, če politične elite ne bi blokirale vseh prizadevanj za izvedbo referenduma. Če želite potrditi mojih besed, je dovolj, če preberete kakšno izmed dnevnih novic, ki govorijo o irski zavrnitvi Lizbonske pogodbe. Po mnenju novinarjev namreč so Irci pastiri in nehvaležneži, kar je bilo zapisano na 24ur.com. Po mnenju naših politikov pa je suvereno odločitev irskega naroda potrebno obžalovati. To sta izjavila Jelko Kacin in Janez Janša. SSN je bila edina stranka, ki je resno sodelovala s pobudnikom referenduma o Lizbonski pogodbi v Sloveniji, Zveza domoljubnih društev Hrvardi. Prispevali smo pomemben delež zbranih podpisov za referendum, ki ga je predsednik državnega zbora France Cukjati po našem mnenju protiustavno zavrnil. ZDD Hrvardi je zaradi tega vložila ustavno pritožbo na Ustavno sodišče Republike Slovenije, vendar to do danes o zadevi še ni odločalo. Zadnje izjave pomembnih predstavnikov EU kažejo, da bo skušala evropolitična elita izigrati odločitev Ircev in dejstvo, da je Lizbonska pogodba mrtev dokument, kažete na to, da se demokracija v Evropi ne razvija v pravo smer. V primeru Lizbonske pogodbe, kljub irski zavrnitvi, pomeni smrt demokracije in prava. Pravila so postavljena z namenom, da se jih spoštuje, saj bi sicer nastal kaos. Evropolitična elita je za uveljavitev lastnih interesov očitno pripravljena pohoditi pravo in demokracijo. Ker je ta grožnja resna in resnična, v SSN pozivamo državljane Republike Slovenije k podpori irski odločitvi ter k ozaveščenemu ravnanju ter premisleku, ali trenutna parlamentarna shema sploh reflektira voljo ljudi. Zato je ključnega pomena, komu boste državljani namenili glas na jesenskih parlamentarnih volitvah. Šport in mnogo brc. Na Evropskem nogometnem prvenstvu so si zadnjo vstopnico za četrtfinale priigrali Rusi. Zadetkoma Pavljučenka in Aršavina so premagali Švede z 2-0 in se bodo tako v četrtfinalu pomerili z Nizozemsko. Na tekmi, ki ni odločala o ničemer, pa so španski rezervisti strli evropske prvake Grke z 2-1. Španija je tako tretje moštvo s polnim izkupičkom iz prvega dela, medtem ko se branilci naslova poslavljajo brez točk. Jure Robič je že četrtič zmagal na kolesarski dirki čez Ameriko. Za komentar smo poprašali Tomaža Kovšco, ki je lani o Robiču posnel dokumentarec. Spet je dokazal, da je Delč najboljši ultramaratonski kolesar, kar jih je kdajkoli obstajalo. Mislim, da v ta podvig, ki ga je on naredil, se prav 4-krat zmagal to dirko, težko še kdo ponovil. Slovenija, 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 kulturac. Na osrednjem bruseljskem koncertnem prizorišču je bil ob zaključku slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije prav poseben glasbeni dogodek Sounds of Slovenia. Množica vrhunskih slovenskih glasbenikov pod umetniškim vodstvom veleslavnega Janeza Dovča je tam predstavila slovensko ljudsko glasbeno izročilo v sodobnih priredbah. V galeriji Kurna predstavljajo svoje najnovejša dela Andrej Brumen-Čop, Jože Slak in Živko Marušič. Gre za umetnike različnih generacij in ustvarjalnih pristopov, ki svoje osebne mitologije zaznamujejo s klasično sliko.
O tem, kaj naj bi ta predstavljala, smo povprašali Jožeta Slaka. Skušam se približati nekakšnemu božjemu ustvarjanju ali pa ustvarjanju vesolja. Ravno to, ko se prasnov razdeli in združuje, ali pa se ljudstva in ljudje razdeljujejo in združujejo v narode, v grupe, skupine, materija. To se mi zdi en tak splošen princip. Še vreme? Danes in jutri bo precej glasno, predvsem jutri popoldne lahko v gorski pokrajini ostanete brez šihta. Najkrajše jutrišnje gužve bodo med 9 in 15, najvišje dnevne med 24 in 28 km. S 1. julijem bo vse drugače. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Huk!